Škoda, da je prejšnja predavateljica šla, malo bi se navezal na prejšnjo predavanje z neko anekdoto, ki nima nobene veze z ničemer, ampak zanimivo je, da mi smo se v laboratoriju zelo trudili prevesti neki inštrument, prek katerega se ugotovi, koliko so ljudje občutljivi na hipnozo, koliko so sugestibilni. In se je izkazalo, ne vem za druge jezike, ampak v slovenščini je to neskončno bolj učinkovito, če imamo posnetek tega, ki inducira hipnozo moški kot ženski. Tako da nekaj v navezavi na prejšnje predavanje, pa en razmislek. Jaz bom pa govoril o nečem povsem drugačnem in sicer trenutno se jaz raziskovalno ukvarjam z regulacijo čustev in me je malo presenetilo, ko sem študiral to literaturo in se seznanil s tem, kaj že vemo o tem, da nihče nikoli ne omeni preklinjanja kot neke relativno učinkovite metode regulacije čustev, vsaj zame je, ko se vozim po Ljubljani. Tako da danes bom malo o tem razlagal. Zdaj ne vem, hotel sem odpreti z eno anekdoto, ampak ste prej tako prestrašeno pristopili do mene, če bom preklinjal, a smem eno kletvico. Jaz, ko sem bil mlajši, bil sem bil najstnik, sem imel čast izvesti intervju z enim eminentnim slovenskim pesnikom, ki bo ostal neimenovan. In ni dal intervjuja, ker se je vpričal mene in fotografinje, sem mastno napil in potem je z mano delil najlepšo možno kletvico, ki sem jo slišal, predvsem je to v navezavi na politike, ki jih spoštuje, in je poimenoval Pahorja, se mi zdi trdokurčnež. Pa se mi je zdela taka dobra. Pa dajmo začeti ne s preklinjanjem, ampak z uravnavanjem čustev. Čustva so tak hecen vidik duševnosti, kognicije, ker ga lahko uravnavamo. Redko kdaj bi govorili o uravnavanju, kaj pa vem, spomina, ampak čustva se pa da na nek način manipulirati, lahko jih reguliramo pri sebi. In predvsem, o čem govorimo pri uravnavanju, je to, da mi spremenimo tip, jakost ali pa trajanje odziva na nek čustven dogodek. In kaj je zdaj ta vidik čustvovanja, ta lastnost čustvovanja, zaradi katerega jih mi lahko uravnavamo, je to, da so nekako razvlečeni čez čas. To ni en tak diskreten kognitivni dogodek, ampak so sestavljeni iz neke anticipacije, nekega, dajmo temu reči, razpoloženja, v katerem smo, dosežejo nek vrh čustvovanja. In potem je neka posledica, mogoče moramo kdaj reči, ko se nam nekaj stresnega zgodi ali pa nekaj intenzivnega, da se ti mora to še malo usesti, preden lahko govoriš o tem. Tako v literaturi nekako razdeljujemo tehnike uravnavanja čustev na dva načina. Ena je psihološka razdelitev, druga je pa malo bolj psihiatrična. V psihologiji se jih razdeljuje na tiste metode uravnavanja, ki jih izvedemo vnaprej, se mentalno pripravimo, in tiste, ki jih izvedemo za nazaj. Psihiatri pa razdeljujejo na adaptivne pa na neadaptivne tehnike, torej tiste, ki so nekako na dolgi rok uporabne in tiste, ki na dolgi rok slabšajo naše stanje. Naprimer, en primer uravnavanja vnaprej bi bilo, da jaz sem prej malo hiperventiliral tam v prvi vrsti, preden sem prišel sem gor. Za nazaj bi mogoče danes večer v dnevnik malo pisal, kako sem doživljal to stresno situacijo. Ena metoda adaptivne regulacije čustev je čuječnost, dihanje, to je zelo popularno danes. Ena neadaptivna metoda, ki je pa zelo povezana z tako dolgotrajno neozdravljivo depresijo, so pa ruminacije, ko ljudje podoživljajo neke negativne dogodke, se vračajo v neke spomine, podoživljajo neke strašne stvari, ki so se jim zgodile. Kaj pa pomembno je, da neka specifična strategija uravnavanja čustev ni v vsaki situaciji adaptivna ali pa neadaptivna, niti usmerjena naprej ali pa usmerjena nazaj, ampak je pomemben kontekst. Recimo, če bi jaz zdaj se usedel tukaj dol in začel meditirati, bi bilo to malo neadaptivno, če pa to počnem zjutraj, potem, ko se zbudim, je pa lahko kar fajn. Kje pa v to pride preklinjanje? Preklinjanje je tak zanimiv pojav, ker ga vsi poznamo, pa ogromno sociologov pa antropologov je prelil veliko črnila o tem, da so poskušali razložiti, kaj preklinjanje je. V psihologiji je pa to bolj tako šloh raziskovan pojav. Etimološko ni to nič presenetljivega, ima isto neko etimološko jedro kot prekletstvo, kleti pa take stvari. Če gremo še dlje nazaj, pa sam povem, pomen govoriti na glas. Kaj je zanimivo je, da mi dobimo kletvice skozi ljudsko izročilo in to je nek nabor v vsakem jeziku besed, ki jih mi takoj kot materni govorci prepoznamo kot kletvice, in to so neke stvari, ki so prvo jasno dostopne, pa komunikacijsko so zelo učinkovite.
Očitno moški preklinjamo več kot ženske in moški zabavno v večini primerov potem, ko preklinjamo, nimamo občutka, da je bilo to brez veze, medtem ko raziskave kažejo, da pri ženskah je pa zelo pogosto v preklinjanju sledi neko spoznanje, da to pa ni bilo okej. V eni študiji so raziskali, da v angleščini je najpogosteje kot glavna kletica uporabljenih 18 besed in to je res širom vseh jezikov, tam okrog 20 besed je tistih jedrnih, mastnih, ki jih največ uporabljamo. Kaj je pa zanimivo to, da koliko mi v odraslosti uporabljamo kletvice, je primarno odvisno od tega, kakšen odnos je naša mama imela do preklinjanja. Neko vlogo tudi naši sovrstniki igrajo, ampak predvsem je to, če nas je mama okarala pri tem, ko smo kleli. Veliko ljudi se je potrudilo opredeliti po neke vrste preklinjanja. Tukaj je ena možna razdelitev. Jaz bi tukaj izpostavil bogokletne besede. Lani poleti sem bil na neki konferenci v Italiji in meni se je zdelo zabavno, ker najljubša kletvica pri nas doma je bila Porca Madonna in sem to rekel, dajte kdaj to reči v pričo Italijana, pa boste videli, kako se zgrozi ta oseba v reakciji na to. Pa to klasifikacijo tudi malo poenostavimo in večina psihološke literature deli kletvice na deistične pa visceralne. Deistične imajo za opraviti z Božjim, visceralne pa s telesom. To je šala. V grobem ima preklinjanje 4 namene. Eden je tak kot eno mašilo, ko bi rekel, to je pa vražje dobra kava. Eno je kot zloraba, ko žalimo nekoga, proti kateremu imamo nek zlovešč namen. Eno je malo kot zabava, tako kot sem jaz prej rekel, za foro eno grdo besedo. Eno je pa kot pomožen govor, kot nekaj, kar nima samo na sebi namena, ampak ga damo v naše izgovorjave, zato jih obogatimo na nek način. Psihološka literatura o preklinjanju je izredno zabavna, ni je velika, ampak je pa zelo fajn, ker se zelo pozna, kdo je pisal v Evropi, kdo pa v Ameriki. Najzgodnejša študija, ko sem jaz najdel, pride do tega možaka Patricka iz leta 1901. On se je zelo ukvarjal z nekim zgodovinskim izvorom teh konceptov, ki jih imamo in njegova glavna teorija je bila, da ima preklinjanje funkcijo, da ko mi gremo v bitko, mislim mi, neki naši predniki, ki so to počeli malo bolj pogosto kot mi, da to podaljšuje njihovo jezo, ker se izkaže, da je težko za nek dolg čas vzdrževati neko nečloveško vedenje, tako da to je bil en način za moderirati to. In on je tudi prišel do te ideje, da jeza preklinjanje ne proizvaja čustev, ampak je to res nek moderator, jih podaljšuje oziroma krajša. Tako da to je bilo zelo prisotno že od začetka nekega psihološkega pisanja o tem pojavu. Seveda, pa pridejo pa taki primeri. To je iz ene študije, enega fanta, ki sem malo brskal, je sin ene od avtoric te študije, ki je zelo mastno klel med večerjo in pa so naredili študijo, kjer so mu dali za vsako kletvico, ki jo je izrekel, eno okno za pomit okrog hiše in vidimo, kako do tukaj je bilo neko naravno preklinjanje, tukaj se je inducirala kazen in potem to kar upade. Psihološko raziskovanje v 70-ih je bilo čist divje. Če se vrnemo k malo bolj resnim raziskovalcem, preklinjanje je univerzalno, pojavlja se v vseh jezikih in zelo zgodaj so ljudje prišli do te ideje, da ko smo mi jezni ali pa čutimo nek stres, neka negativna čustva, je v nas doživljamo nek presežek energije, nekaj, kar je treba eksternalizirati. In to je neka ideja, ki pride iz razvojne psihologije, ker že ko smo mali, pa nam nekaj ni všeč, začnemo vreščati, recimo, ko smo lačni in potem se ta vir stresa kar magično razreši, naprimer v primeru lakote. Seveda kasneje jok nadomestijo bolj poredne besede. Kaj je zanimivo je to, da mi vsi poznamo teh 20 mastnih kletvic in zato so te besede doživete subjektivno pri otrocih kot zelo učinkovite, zelo hiter, po bližnici dosežemo to, kar smo hoteli doseči. Ampak to je zdaj neka splošna teorija, ki se pojavlja. Od začetka je bilo to povezano z neko moderacijo čustev, ideja je, da imamo nek presežek neke energije, kdo bi vedel, kaj to je, ki je treba to ven dati in kletvice vzpostavijo nek, kot bi rekli, psihofizikalni ekvilibrij. En zanimiv, najbrž ga vsi poznamo, je
učinek, ki ga ima preklinjanje, da omili stres ali pa bolečino, naprimer, če stopimo na Lego kocko in sicer doživimo eno katarzo in v tej katarzi se vse te strašne stvari zdijo malo manj strašne. To je res in v takih trivialnih stvareh, kot so Lego kocke in kot ti nekdo gre na živce, pa ga malo nadereš. Je pa to tudi res pri nekih zelo resnih situacijah. Veliko raziskav je bilo narejenih o tem, kako ljudje se odzivajo na neke čiste telesne bolezni, ko imajo ob odsotnosti socialne podpore. In zanimiva je ta ena študija, ki je pokazala, da ženske z rakom dojk, ki nimajo neke socialne podpore, nimajo družinskih članov ali prijateljev, ki se jim lahko zaupajo, ogromno preklinjajo. To je prav nekaj, kar je tako poročajo, da jih moti to pri celi tej situaciji. Stevens je nek možakar, ki je danes avtoriteta v raziskovanju preklinjanja. On je povsod zraven in on je ugotovil, da če mi doživljamo neko bolečino, to so take raziskave, kjer udeležencem damo nek vrč z ledeno hladno vodo in jo not potopimo roko in pol gledamo, kdaj jih bo toliko zebel, da jo ven dajo. Ugotovili so, da če jim dovolimo, da ob tem preklinjajo, se jim za 33% zniža doživeta stopnja bolečine. Kaj je pa tukaj pomembno, če se vrnemo nazaj k tistemu naboru 20 pomembnih mastnih kletvic, to mora biti neka realna kletvica. Oni so si v kontekstu študije zmislili dve besedi, ki nista popolnoma novi, skup so dali naključno neke samoglasnike in soglasnike in te dve besedi nista blažili čustev, ampak so jih ljudje doživljali kot humorne. In ta vidik humora je tukaj zelo pomemben, ker kaj se izkaže, da jaz lahko zdaj preklinjam in dokler jaz iskreno jezno preklinjam, bo to zelo vplivalo na to, da bom manj pod stresom, manj me bojo bolele stvari, ampak če bi se pa zdaj izkazalo, da se jaz ob tem začnem smejati ali pa se nekdo ob meni začne smejati, pa zgubijo ta učinek, se pa pol upelje neka socialna bolečina, ki je pa na nek popolnoma nov način zdaj problematična. Pa kaj je tudi zanimivo, da moški, ki zelo veliko katastrofizirajo, ki vsem vidijo najhujši možni scenarij, ta trik z preklinjanjem na njih ne deluje. Kako smo s časom? Okay. Zanimive so pa študije o telesni zmogljivosti in preklinjanju. Športniki naprimer veliko preklinjajo oziroma pogosteje trenerji napizdevajo športnike s kletvicami. In spet, dokler je tukaj to resno, dokler ni prisotnega nekega humorja, je to zelo učinkovito in teorije so, da je mehanizem tega disinhibicija, da v tem, ko se mi sprostimo, se neki inhibitorni mehanizmi v našem centralnem živčevju sprostijo in pa nekje najdemo več moči, da dvignemo tistih ekstra 5 kil ali pa da stisnemo skozi to bolečino. Ena študija, ki se je meni zelo dopadla, poleg tega, ker je zabavna, ampak tudi zato, ker je bila metodološko izjemno kakovostno narejena, se tiče preklinjanja v prometu. Kaj je zanimivo, je, da ljudje so poročali, da predvsem doživljajo jezo zaradi 3 dogodkov v prometu. Eno je upočasnjevanje zaradi pešcev, eno je izsiljevanje, eno so pa prometne konice, očitno so to delali ljudje v Ljubljani. Kaj je zanimivo, je, da preklinjanje je tukaj zelo uporabno, ampak samo v tej prvi situaciji. Pešcem oprostimo njihove grehe, če nas pa nekdo izsilje, pa ni kletvice, ki pomaga proti temu. Kako lahko zdaj mi malo bolj razumemo to preklinjanje, regulacijo čustev, vse te stvari? En način, na katerega lahko razmišljamo o stvareh, ki je zelo popularen v psihologiji, je, da predpostavimo, da obstajata 2 sistema. Zaenkrat ne bo ta hipotetična, mogoče je neka realnost pod njima, to bomo videli čez kako minuto. En sistem je tak impulziven, odzoven, avtomatičen, dogaja se v trenutku, drug sistem pa poskuša blokirati prvega in razmišlja na dolgi rok. Primer bi bil, a pojem še eno ekstra sladico, ker bom zdaj v tem trenutku dober, ali je ne pojem, zato ker se poletje bliža. In ta 2 sistema sta ponovadi v nekem, kaj je ta igra po slovensko? Borita se za prevlado. In kaj zdaj tukaj je zanimiva ena predpostavka pod tem razmišljanjem v kontekstu preklinjanja, da preklinjanje je zadovoljujoče, sede nam spustiteno mastno.
In s tem, zato ker je v trenutku se dobro počutimo, ko preklinjamo, ne, pač preklinjamo in moramo upoklicati neke dodatna miselna, mentalna sredstva, da blokiramo to stvar. Zdaj, ta dva sistema sta zelo dobro zabeležena v nevroznanosti. Naprimer, pri nas, ko se ukvarjamo z nekim raziskovanjem v psihiatriji, poskušamo te pojave razumeti ne kot, ne vem, ljudje, ki so poredni, veliko preklinjajo, ampak mi bi poskušali najti neko dimenzijo človeškega funkcioniranja, na podlagi katere lahko vidimo, kdo več ali manj preklinja, in ta dimenzija bo zdaj izražena kot nekaj na nivoju nevronske dinamike. In lahko zdaj rečemo, da imamo en sistem, ki je inhibitoren, ta se nahaja predvsem v prefrontalni skori in kavdatnemu jedru, kavdaten zato, ker to pomeni rep, ker ima glavo in repek, opala. In namen tega sistema je, da blokira vse te nižje živalske gone, ki nekako brbotajo na površje in nas silijo k temu, da bi zdaj zadovoljili vse svoje potrebe, če sem zelo popreproščen. Drug sistem je pa sistem za nagrajevanje. Niso zdaj, to je neka taka poenostavitev, da je prefrontalna skorja edina, ki je odgovorna za inhibicijo, ampak tukaj je tudi prefrontalna skorja je odgovorna, sprejema dopamin iz globokih možganskih jeder in pol dopamin, kot vemo, je živčni prenašalec, zaradi katerega nam stvari sedajo, so dobre, kasneje vodijo v odvisnost. Nadaljne take lepe študije iz nevroznanosti pol kažejo, da tukaj je zelo pomembna vzdraženost, neka občutljivost, ki jo imamo na količino zunanjih dražljajev, to je lahko res in iz vidika, koliko sladkega nam je všeč in koliko nekega stresa preživimo. Tukaj je ena serija raziskav, ki so jo izvedli z merili prevodnosti kože. Prevodnost kože je taka zelo dobra metrika čustvovanja pri ljudeh in se izkaže, da tukaj lahko vidimo eno tako ciklično, dvosmerno poglabljanje učinka. Po eni strani preklinjanje dviga našo stopnjo vzdraženosti, po drugi strani pa bolj, ko smo vzdraženi, lažje nam grejo kletvice z jezika. Jaz se danes nisem imel časa pripraviti na to predavanje, tako da, če mi bo slučajno zmanjkovalo časa, sem tukaj predpostavil alternativni konec, ampak dajmo tukaj kar nadaljevati. Vseeno naslov mojega predavanja je imel ta bolezenski vidik in ni vse ta neka adaptivna, koristna funkcija preklinjanja, ampak jo vidimo pri ogromno različnih nevropsihiatričnih bolezni. To so na primer bolezni, o katerih se največkrat govori v kontekstu tega, da je preklinjanje simptom. Zelo zanimivo, zaradi nekega razloga obstaja največ literature o preklinjanju in boleznih v kontekstu psihiatrije, ampak ne o tem, kaj bi bili bolezenski simptomi, ampak o tem, kaj psihiatri doživijo strani svojih pacientov. Ena ta zanimiva prva študija, ki se je s tem ukvarjala, je iz leta 1971, kjer je v bistvu samo en raziskovalec pri jutranjih raportih na psihiatriji sedel v kotu in je beležil, kolikokrat so psihiatri poročali, da jih je nek pacient nadrl in katere kletvice je uporabil, in se izkaže, da je nek povprečen psihiater doživel preklinjanje strani pacientov 2,9-krat na dan, kar je precej. Tukaj je zanimiv primer depresije pri mejni osebnostni motnji, ki se v bistvu kaže zelo drugače kot neka klasična depresija, ki jo povezujemo naprimer z neko nizkim razpoloženjem, ljudje imajo zelo malo volje, težko se lotevajo stvari. Pri mejni osebnostni motnji gre za neko obratno dinamiko, kjer depresivni pacienti pogosto izkazujejo nek presežek energije, razganja jih od nekega notranjega elana, neko kakovost orgazma, pri tem, ko gre onkraj ene meje, morajo to eksternalizirati, spet se vrnemo k tej doživljajski dinamiki odprej. Temu se v literaturi reče obupana vitalnost, ker oni čutijo, da so v telesu zelo vzdraženi, nekaj morajo nujno narediti, ampak ne znajo čist ustaviti tega. Je pa zanimiva ena nedavna študija, teoretska razprava o tem, da mogoče, če terapevti pa pacienti skupaj kovnejo, da to botruje h krepitvi psihoterapevtskega odnosa. Tako da spet neke različne adaptivne funkcije. En tak zanimiv pojav je pa preklinjanje pri afaziji. Afazija je disfunkcija jezika,
Predvsem Brockova fazija, kjer je lezija v tem možganskem področju, je povezana s tem, da so pacienti nezmožni proizvajati govor. Ampak je pa do neke mere ohranjen avtomatičen govor, naprimer neki pregovori, prosim, hvala, kot reakcija na nek prenos uslug. In to je ohranjeno in ohranjeno so pa tudi kletvice, to je zelo zanimivo in to daje raziskovalcem vedeti, da preklinjanje nima komunikacijske vloge, ni tako kot nek govor, ki je sestavljen in ima neka skladenjska pravila, ampak imajo bolj ekspresivno vlogo, so zelo bliže so temu, kot da bi se jaz smejal, ko sem vesel, kot pa temu, da razložim post festum, kaj je bila šala, ki se mi je zdela smešna. Kaj je pa tudi zanimivo je pa to, da tudi če mi rečemo tem pacientom, oni niso zmožni na ukaz klet, morajo tako organsko priti do situacije, kjer se jim zahoče spustiti enomastno. Zdaj pa vse to, kar sem vam zdaj povedal o oziru do afazije, to vzemite z zrnom soli, ker to temelji na 4 študijih primerov, razvlečenih čez pol stoletja, tako da z rezervo. Mogoče najbolj slavna bolezen, pri kateri se pa to pojavlja, je pa Tourette sindrom. Pri tej bolezni pacienti izražajo tike, to so taki hitri, sunkoviti gibi ali pa tudi besedno izražanje in tako imenovana koprolalija, grdo govorjenje, se pojavlja med 25% primerov pa polovico vseh pacientov. Obstaja neka teorija, kako bi razložili to, ki se imenuje Markov verjetnostni model koprolalije pri Tourettu, a vas zanima to? Ful je matematično in ful je dolgočasen. Ja, ne? A bi? Ok. Zdaj že zaspan postajam, ko razmišljam o tem. Ideja je, da besede, ki jih ljudje uporabljajo, so tiste, ki se pojavljajo v jeziku z večjo verjetnostjo. In to zato, ker neka zelo učinkovita strategija pri pacientih, ki trpijo Tourettovega sindroma za blaženje teh tikov, je, da nadomestijo to kletvico, ki jo poskušajo izreči, z neko besedo, ki je strukturno podobna. Kar je, recimo, da bi jaz nadomestil neko grdo kletvico z besedo pismo. Jasna logika, ne. Kar je mal problem te teorije, je super in fajn in zelo dobro se obnese, ampak izključno v 2 jezikih, v angleščini in kitajščini. Mogoče to ve zakaj. Ker sta zelo največ enozložnih besed imata in so si besede zelo podobne in bo jih je zlahka menjati na tak način. Kaj je spet zanimivo, da če pogledamo doživljanje pacientov, oni spet preden začnejo klet, doživljajo eno tako notranjo napetost, eno tako čudno težnjo, eno čudno željo po tem, da bi izgovorili te besede. A tukaj dela internet? En link imam, kjer bi bil primer tega. Dela? Dajmo poskusiti, ne. Aha. Are you planning on playing any other games on this channel? I do play other games sometimes. I'm currently working on it with a potato PC, so it's given up on me a few times when I've tried to play other games, but I do play The Forest, I play Bioshock, I play with my dick on a Tuesday, fuck you and Jesus, fuck you, bitch lasagna, bitch lasagna. Na tak način. Aha. In za vse te stvari imamo mi neke nevroznanstvene razlage. Lahko vidimo, da tukaj je neka motnja v bazalnih ganglih, ki mislim, so bili že omenjeni parkrat danes. V bazalnih ganglih so reprezentirana vsa motorična dejanja, ki so zelo dobro naučena in to vključuje motorika, ki je potrebna za govor, za proizvajanje jezika. Istočasno pa vidimo pri teh pacientih povečano aktivnost D2 receptorjev. Po tretji strani je pa zelo aktivno limbični sistem, ki pri nas predvsem reprezentira čustva, ampak zanimive so študije iz primerjalne kognicije, kjer se primerja na primer živalsko vedenje, živalsko nevrologijo in človeško, ker pri živalih je limbični sistem zelo pomemben za vokalizacijo.
Tako da lahko si mislimo, da so pri Tourettu umazane besede tako malo kombinacija teh prenaučenih gibov, ki so zelo pogosti, in pa neke te čustvene napetosti, ki jo ljudje čutijo preden izgovorijo to besedo. Tako da to mene pripelje do konca moje predstavitve. Najlepša hvala za vaš čas in vašo pozornost. Pa če imate kako vprašanje. Ja, imamo še čas za par vprašanj. Mimogrede. V ponedeljek me je nekdo vprašal o psihedelikih in potem sem se zelo tako užaljen rekel, da me ljudje zmeri vprašajo o tem. Za danes sem se pripravil in sem poiskal literaturo o preklinjanju in psihedelikih. Če koga to zanima, ne, samo ustreljte. Tam smo zbrisali vprašanja o psihedelikih. Odlično. Prvo je, kako komentirate to, da je večina kletvic v slovenščini tujk in ne izvira iz slovenščine? Ne vem v resnici, ampak neka moja domneva bi bila, da kletvice imajo ponovadi malo veze s tem, kateri sloj jih uporablja, in si predstavljam, da ima to malo za opraviti s tem, da nižji sloji, priseljenci iz bivše skupne države, uporabljajo naprimer srbo-hrvaške kletvice, medtem pa, ko je nek, dajmo temu reči, mit, da višji sloji pa uporabljajo nemške kletvice. Si predstavljam, da če bi nekdo v nekem javnem diskurzu rekel verdammt, da ga ne bi to grdo gledali, kot če bi rekel jebem ti. Okay, potem bi preklinjanje torej izgubilo moč regulacije čustev, če kletvice ne bi bile več tabuizirane? Ja, to je najbrž zelo dobra ideja, ne, ker v tisti isti študiji, kako so si izmislili neke izmišljene besede, so uporabljene take besede angleške, ki so zelo zastarele. Naprimer, ena, ki pade na pamet, je gobbledygook. In je bil bolj prisoten ta humor, ker mogoče te kletvice, ko enkrat zgubijo to tabuizirano moč, bolj izpadajo humorne, kot pa bogoskrunske. Okay, pa mogoče še eno. Ali obstajajo študije, ki dokazujejo specifično izbiro kletvic glede na spol? Mislim, ogromno je teh študij, ne vem za točno to vprašanje, ko je bilo zdaj zastavljeno, ampak ogromno je teh primerjalnih študij, kako se moški in ženske drugače odzivajo na spole. In načeloma moški veliko bolj preklinjamo in tudi obstajajo zelo lepe študije z tega, da večina kletvic izhaja iz nekih poklicev, ki so bili tradicionalno moški, rudari, mornari, take stvari. Tako da ne vem za specifično to vprašanje, ampak se pa zdi, da je neka zelo jasna razlika med tem, kako moški kolnemo in kako ženske.